Dober dan, od srede do srede, kolega Janez Markeš. Živijo, lepo zdrav sem. Lepo zdrav sem. Dajva to povedati, naročite se na delo.si, ker je to za nas še kar pomemben. Midva pa imava pred sabo dogajanje v Evropski ljudski stranki. Sicer je Weber, šef Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, rekel, da je to njihova interna zadeva. Govorijo o Grimsu. Govoriva o tem, da bi Branka Grimsa izključili iz poslanske skupine, oziroma se to v tem trenutku dogaja. Sporočilo, komu je to? To se dogaja danes, ne? Ja, sredo. Ja, sreda. Janša je izrazil upanje, da se to ne bo zgodilo, ne? Če sem prav prebral. Romano Tomc je pa rekla, storili smo vse, da se to ne bi zgodilo. Rekla je pa tudi, pozvala je pa tudi Grimsa, da ne odstopi, ne? Istočasno, ne? Skratka, v ponedeljek smo imeli... Ne izstopi iz parlamenta. Ja, tako. To so v ponedeljek imeli strankarsko mašo in je bilo burno, v javnosti ni prav dosti informacij. Očitno je pa stvar resna. Ampak Weber je pa hkrati rekel tako, da se veseli sodelovanja z SDS, da ga veseli, da ima SDS predsednika vlade, se pravi, neke sladke besede je uporabljal, na drugi strani se pa odločil za zelo drastičen ukrep zaradi, bom skušal citirati, nizke delovne etike. Ja, ta njegova reakcija v tem, da se veseli sodelovanja z predsednikom vlade pa z SDS-om v Evropskem parlamentu, je bila posledica ugibanj in pa poziva skupine SD, da naj po Grimsu izključijo iz EPP-ja celotno poslansko skupino. SDS-a. Tako. Se pravi vse, mislim, da 4 poslance SDS-a. Ja, to je reakcija na te špekulacije oziroma pozive, ker si večjih pretresov Weber v Evropskem parlamentu pač ne more privoščiti. Mislim, hkrati je pa za Weberovo računovodstvo še kar pomembno, da ima odkljukano še eno državo, v kateri ima članica družine Evropske ljudske stranke, predsednika vlade. Ja, Tomc je tudi podpredsednica EPP-ja. Dobro, ključno vprašanje v tej kolobociji je, ali je Grims osamljeni jezdec, je soliral prestopil meje na svojo lastno inicijativo. To je ključno vprašanje. Ne? Odgovor je popolnoma jasen. Ni. Ne. To je vedno bila dogovorjena igra. Grims je bil vedno vojak in je vedno izpolnjeval ukaze. Tako da, če ga bodo izolirali in izločili, pomeni, da bo Grims na svoji koži doživel, kaj je to, če se nekdo distancira od njega, potem, ko je izvršil vse ukaze. Dobil je rdeč karton. Ja. Oziroma, danes bo videla, ali ga je dobil ali ne. Ja, seveda. Rdeč karton. Rdeči karton, ja, seveda. Mislim, a obstaja kak Trump, ki lahko pokliče Infantina in reče... Dobro, dobil je rdeč karton, ampak prepoved igranja na naslednji tekmi ne velja. Ja, Grims se je skliceval ne na Trumpa, ampak na Elona Muska. Češ, da ga je on hvalil. Žal, Elon Musk ni Evropejec, ni član Evropske unije, ni član našega univerzuma. Trump se pa za Grimsa verjetno tudi ne bo kaj dosti potrudil, čeprav je bil povabljen na njegovo inauguracijo, tam v zadnji vrsti nekje, pa gledal takrat, če se spomniš. Ne? Se spomnim fotografij iz dvorane, ker je bilo zunaj premrz, da bi v mrazu organizirali prireditev za interpretacije, takrat bila, da bo na ploščadi tako malo ljudi, da boljš, da vse skupaj prestavimo v dvorano, da se ne bo videl, da je dogodek obiskal nerekordno število ljudi. Ja, Grims je zdaj zato zanimiv problem, ne samo zaradi samega sebe, ampak preprosto zaradi tega, ker je bil v nekem SDS-ovem in Janševem algoritmu, ne samo populizma, ampak razdiralnega politika, ki je vložil pač vse napore v čisto negativo. Se pravi,
razdiral je vse. Weber se je ves čas trudil in se še trudi sestavljati štiroglato kocko, namreč igrati neko desno sredino in brez ene prave identitete, ampak ne bi bilo pa to nekaj žlahtnega in rahlo pozitivnega in nekaj, kar ne bi reflektiralo duha Evrope, konzervativnega duha nečesa, kar naj bi Evropa pomenila, pa nihče več danes ne ve, kaj je. In medtem ko Grims je bil pa zadolžen za skauta prodiranja na desno, se pravi skrajno desno. Ja. In on je to vlogo odigral in jo igra in tako naprej in zdaj je na tem, da ostane na cedilu, tako ali drugače bo ostal na cedilu, zaradi tega, ker ta strel v Grimsa je bil tudi upozorilo SDS, o tem ni nobenega dvoma, garnirali bodo tako, kot da gre za osamljenega jezdeca, ki ga je treba pač odstraniti. In moje prepričanje je, da bo Janša v tistem trenutku, ko bo videl, da te igre ni mogoče na tak način več igrati, Grimsa gladko zapustil. Čeprav zdaj izraža neko upanje, da se to ne bo zgodilo, ampak Grims bo v vsakem primeru zelo verjetno vlekel kratko. Mislim, ampak to pomeni, da pušča ranjenca, da Janša pušča ranjenca na terenu. To on ves čas počne, to ne monituje. Dobro. Drugo temo, ki imamo na urniku, tiče se referenduma, ki čaka Slovenijo, namreč bilo je zbranih več kot 40,000 podpisov za referendum, ki je dobil ime proti politični policiji. Teh 40,000 zbranih podpisov je za pobudnike referenduma kar uspeh. 42 v resnici, 42,4. Ja, to je zelo velik uspeh, zato ker je po dinamiki v bistvu prehiteval tudi tedanji zbiranje podpisov za referendum o vodah, o čisti vodi. Predvsem pa se na ta referendum oziroma na to pobudo lepi širše nezadovoljstvo za to vlado. In bo v tem smislu referendum ne samo za, zdaj poskušajo prikazati nekatere stranke, če sem prav prebral, poskušajo pokazati, da je to referendum za ohranjanje lika užaljenega Roberta Goloba. To je vse kaj drugega kot to. To se pravi, zbiranje podpisov je dejansko zbiranje podpisov za podobo neke Slovenije, se pravi za neko podobo Slovenije, ki ne bi bila vključujočna, ki ne bi umirjala državo, ki ne bi državi delala neko podobo, v katerem bi se ljudje počutili varni. Mislim, da je varnost in pa apolitičnost v smislu neumešavanja izvršne veje oblasti in policije v osebne zadeve ljudi, se pravi v obrambo javnega prostora, nekakšna predigra za vse tisto, kar bo sledilo potem, ko se bodo lotili javnega prostora v širšem pomenu besede. In Rekel si izvršilne veje, mislim, da gre za umešavanje zakonodajne veje v čist zadeve posameznikov. Ja, zakonodajna veja je tukaj formalno. Zakonodajna veja naj bi bila tista, ki si je povečala pooblastila za preiskovanje ravnanj slehernika. To imaš prav, to se pravi, zakonodajna veja oblasti dejansko je formalno tu pokrita, ker zakonodajna veja oblasti je pač najvišja veja oblasti, če tako rečem, oziroma najpomembnejša veja oblasti v nekem demokratičnem sistemu. Ampak, če naredimo rentgensko sliko te izvršne veje oblasti, pa vemo, kdo jo diktira. Diktira je v bistvu predsednik vlade. On je postavil pogoje. Če boste, recimo, omnibus zakon in vse te spremne zakone ob tem sprejeli, potem se bom dal izvolj, sicer se pa ne bom dal. Zdaj, če hočete ohraniti službe, če hočete to imeti, on je diktiral tempo. In če to parafraziramo, dejansko mogoče ni fair, da rečemo, da je izvršna veja oblasti diktirala, v bistvu je to predsednik vlade diktiral in v tem ne dvomim, v tem pravzaprav skoraj da ni dvoma in tudi reakcija ljudi je uperjena in umerjena pač na to dimenzijo. Ker se brišejo meje med vejami oblasti, vsaj med dvema. Tretja, se pravi sodna, to si imel prav, tretja je pač sodna veja oblasti zaenkrat še ni toliko poškodovana, je pa na tem, da bo. In pač ta referendum je v bistvu prvi iz serije, ki prihaja, če bo to potrebno.
Ljudstvo je pokazalo svojo moč v tem smislu, da je vzelo zares ustavno normo, da Slovenija vlada ljudstvo, ne? Da vsi drugi so pač reprezentanti ljudstva, ne? In z referendumom pač pokazalo, da namerava to vlogo svojo vzeti tudi zares. In te energije, ki so se zdaj nabrale, ne, so pokazale eno zelo veliko, eno zelo široko koalicijo, ki sporoča, nas sama neposredna politika ne zanima toliko, kot nas zanima mir v državi, kot nas zanima to, da živimo ustavno državo, da naredimo okolje, ki se bo, kot je rekla predsednica države takrat na proslavi, izraža spoštljivo, da je slišano, da se jih ne prekine, da se jim ne žvižga, da se nam ne žvižga, da ne gremo v družbeno shemo vsesplošnega sovraštva, da živimo v nekem okolju, ki do zdaj ni bilo idealno, bilo je pa neprimerno manj ogroženo, kot je ta trenutek. In tega standarda, čeprav ni idealen, ne bomo spustili iz rok in se bomo borili kot državljani v pač zaledju za javni prostor, za vrednote, ki jih ustava ščiti, varuje in tudi zapoveduje, če tako reče. Ne. Jaz mislim, da so to sporočila tega referenduma, ne gre dejansko za levo-desno, ne. Gre za mir, gre za sožitje, gre za spoštovanje različnosti, gre za odsotnost sovražnega govora, za sprejemanje različnosti. Jaz mislim, da so to ta sporočila, ta univerzalna sporočila in tudi ne bi bilo prav, da bi katerakoli od strank, recimo Svoboda ali kjerakoli, unovčevala to kot lastno zmago ali pa kot lastno inicijativo. To mestoma malo moti to civilno družbeno, imajo pravico seveda, absolutno so tudi sodelovali, absolutno. Prav je, da so sodelovali zaradi tega, ker v zbiranju podpisov je bila vsaka infrastruktura, tudi strankarska infrastruktura, katerekoli stranke, ki je te vrednote prepoznala, dobrodošla, potrebna in mislim, da tudi prispevala k zmagi, to ja. Ampak v širšem kontekstu je treba pa pogledati, branijo se ustavne vrednote, in predvsem za to gre. Ne? Ja, ko omenjaš ustavne vrednote, gre tisto, kar imam jaz pred očmi, je načelo delitve oblasti na 3 veje. Ja. Zakonodajna, izvršilna, sodna. Zdaj, zakonodajna veja oblasti je na svetu zaradi 2-3 reči. Ne? Prvič, da nam piše zakone, drugič, da postavi imenuje osebje izvršilne oblasti in tretjič, da skladno z načelom zavor in ravnovesij nadzira izvršilno oblast. Ne? In parlamentarna preiskava je inštrument vzpostavljanja zavor in ravnovesij med različnimi vejami oblasti. Ne? Pri preiskovalkah je pa v daljšem časovnem obdobju prišlo do tega, da so preiskovalke postale pravzaprav orodje za petljanje zakonodajne veje oblasti v življenje slehernika. Ja. Civilne družbe, ljudi, ki nimajo javnih pooblastil, ljudi, ki niso funkcionarji ali pa javni uslužbenci in tako naprej. Ne? Zdaj, če gremo v čisto pač teorijo, to politično teorijo, ki bi jo lahko iskala mogoče že pri tem, kar je v svojih začetnih govorih Robespierre govoril v francoskem parlamentu, je v ozadju, in v tem imamo mi rahlo popačeno sliko, je v ozadju pač ideja, da je vsaka oblast, tudi ta, ki je razpršena na sistem zavor in ravnovesij, prav z namenom, da se nobena od teh ne bi povampirila, namenjena reprezentaciji volje ljudstva. Se pravi, in tudi v slovenski ustavi piše, da vlada ljudstvo, da v Sloveniji vlada ljudstvo. Ne? Mi imamo ta trenutek v parlamentu celo v zakonodajni veji oblasti popačeno sliko. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker so se politične skupine v parlament pririnile z
neverjetno veliko dozo laži. Ne? Se pravi, Stevanovič in njegova stranka je najbolj tipičen primer, ki je šla na koncu prav v nasprotje od tega, kar je govoril, z lažjo prodrla in ustvarila neko koalicijo, zdaj že govorimo v parlamentu, ki je ustvarila ta koalicija potem izvršno v oblasti, se pravi vlado, ne? In ne predstavlja volje ljudstva. Zdaj mi se formalno temu podredimo, zaradi tega, ker smo formalisti in rečemo v redu, karkoli so že naredili, je legalno, legitimno pa zanesljivo ni. Ne? Za Logarja pa popolnoma isto velja. Ne? Logar je z strašno lažjo prišel. On je še tik pred volitvami zatrjeval, govorijo nam, da bomo prvo sekundo, ko bomo prišli v parlament, skočili na stran Janše in šli v koalicijo. Ne bomo. Se pravi, lagavi, dobesedno. In laž je največji in najmanjši skupni imenovalec in se pravi zakonodajne veje oblasti v smislu koalicije, v smislu zdajšnje vladajoče koalicije in pa izvršne veje oblasti. In to popačeno sliko je treba pripoznati, jo je treba vedeti, jo je treba seveda priznati, zaradi tega, ker je legalna, legitimna, kot rečeno, pa zanesljivo ni. Ne? In zato je ta občutljivost na to popačenost volje ljudstva se je odrazila zdaj v tem res širokem, angažiranem in visokooktanskem nabiranju glasov proti politični policiji in mislim, da ta temperatura raste in to je narobe. Se pravi, ta temperatura nikoli ne bi smela rasti, ker mi bi morali živeti v nekem skandinavskem principu dobronamernosti oblasti. Kjera temperatura ti misliš, da raste? Raste temperatura javnega prostora in civilne družbe, zato ker se počuti ogroženo. Aha, okay, ja. In to ni v redu. Ne? Mislim, je zelo pravilno, ni pa v redu, ker se to ne bi smelo dogajati. Se ne bi smelo. Pusti nas na mir. Pusti, civilna družba ima in tudi, po vseh svetovnih kriterijih politične kulture civilna družba sestaven konstitutivni del neke družbene pogodbe, nekega družbenega miru, in to je zdaj ime igre, družbeni mir, v katerem se ne preizprašuje in ne spreminja vzorcev, ki so konec koncev velik dosežek civilizacije. Ne? Posod po svetu, v zahodnem svetu govorimo zdaj, v zahodnem svetu. Sprav, civilna družba ni nepotrebna ali celo nezaželena, ampak je dobrodošla in zaželena. Ne? Mi smo zdaj postavljeni v položaj, ko nam vladajoče skupine sporočajo, da je civilna družba motnja. In ta zakon o politični policiji, ne, ki postavlja parlamentarno komisijo kot nek absolut, ki lahko seže nad temeljne človekove pravice, nad sodišča, tako, nad angažma sodišč v procesu nekega preiskovanja. To je ljudem izbilo vsako potrpežljivost. Ne, in je prav, da smo reagirali pravočasno, zaradi tega, ker zdaj je ta temperatura izmerjena, je zelo visoka. In nobena pametna oblast tega ne bi ignorirala. Ne. Bojim pa se, da naša oblast to bo poskušala ignorirati. To pomeni samo to, da bo temperatura še bolj rasla. Ne. Želimo si, da bi imeli dolgočasen mandat, besede predsednika vlade, ki jih bo verjetno treba citirati v naslednjih mesecih še velikrat. Ključno je pač to, da predsednik vlade je imel na proslavi 35. obletnici tako lep govor, da bi ga lahko samo podpisal. Ne. Stevanovič kot predsednik parlamenta je imel tako lep govor, da bi ga lahko samo podpisal. Ne. Problem je v tem, da ta razkorak med besedami in dejanji je tako velik, da zbuja popolno nezaupanje ljudmi. To je problem. Ljudje do izrečenih besed nimajo več nikakršnega zaupanja in je slika približno tako zmešana kot v Ameriki. Ne? Ko Trump zjutraj reče tako, opoldne tako, zvečer drugače, potem podpiše zgodovinski mir za Iranom, zdaj je spet vojno začel, danes zjutraj obstreljuje Iran in tako naprej. In kakršnakoli kredibilnost, se pravi, vsaka resna demokracija sloni na teži, pomenu in spoštovanju besede. Beseda več ne velja nič. Govorim beseda v najširšem pomenu besede. Skratka, včasih je veljalo, da če si dal besedo, je to enako kot podpis. Zdaj pa podpisi več ne veljajo, kaj šele besede. Ne? In to zanesljivo ni Slovenija. Tukaj ne gre za levo-desno. Tukaj gre dejansko za spoštovanje osnovnih, temeljnih civilizacijskih norm,
sožitja, sprejemanja drugačnosti in ne ustvarjanja sovražnosti. Če je pa glavna rabota predsednika vlade to, da organizira bote, trole, diskvalifikatorje, medijske morilce proti drugim sodržavljanom, ne, potem se je temu treba upreti. Mi nismo ovce, ki bi zvesto sledile navodilom nekih partijskih voditeljev, ne, to so take partijske metode, stalinistično-partijske metode, ne. In pa metode pranja možganov širšega zaledja. Tle je cirkus sodelovala pri tem cirkusu, ne? Pri političnem, pri zakulisnem političnem agitiranju za to, da je ta vlada sploh nastala. Te vlade Janševe v resnici po volilnih rezultatih ne bi smeli biti. Ne? Kot rečeno, mi jo priznavamo, zato ker smo legalisti. Ne? Absolutno pa ne bomo tiho v tistem trenutku kot državljani, ne? Zdaj govorimo kot državljani in privrženci pravilom demokracije in pa vladavine ljudstva, ki je zapovedano po ustavi, da če gre nekaj narobe, da bomo pa tiho. In ta vlada bi preprosto rada rekla, bodite tiho, če mi rečemo, da je treba biti tiho. Ne? Celo Dimitrij Rupel, privrtljivec prve sorte, da je izjavil, če vlada odredi, ne, da gre palestinska zastava dol in če odredi, da bomo premaknili ambasado slovensko iz Tel Aviva v Jeruzalem, ne, potem mora predsednica vlade to spoštovati in podpisati. To je on izjavil. Predsednica države. Ja, ona mora nam. Ne, ti si rekel predsednica vlade. Predsednica države. Ja. Govorimo o Pirc Musar, ne, skratka o Nataši Pirc Musar in ona je tista, ki na koncu podpiše. Ne, pričakujem, verjamem, da tega ne bo podpisala in da ta stvar ne bo tako enostavna. In to samo kaže na dejstvo, da naša demokracija mogoče res, da je krhka, ampak je pa institucionalno še vedno toliko robustna, da ni mogoče kar prebrniti čez noč. Ampak če pa nihče nič ne reče, ne, potem se pa po logiki malih korakov, ki hitro lahko naredi iz Slovenije Orbanovo Madžarsko, ne, da ne rečem Netanjahu Izrael, tega pa res ne moramo dovoliti. Ne, in serija referendumov in tudi samo dejstvo, da so se sprožili nekateri pobudniki odbora za varstvo človekovih pravic iz leta 1988, govori zase. In mislim, da je to zelo dobra poteza in kaže na to, da Slovenija vendarle ni neka država, ki jo lahko premetavaš kar tako. Ne? Se pravi, ima neko politično zavest, ki se je konstituirala stoletja, vsaj 100 let, rečemo, vsaj 100 let, ne? Na način, ki je državotvoren in državotvornost je robusten sistem. Ne? Kako to manipulirati, to so pa novodobne tehnike, ki jim je treba nastaviti tudi prvič v gledalo in drugo, kar je nuditi odpor. Ne? Dobro. Kolega Markeš, čez en teden nadaljujeva z manj posvetnimi stvarmi. Drži. Naročite se na Delo.si. Hvala.